toliko nepravilnosti, kot jih javljajo z vseh koncev, kot po tokratnih volitvah, v bistvu ni bilo še nikoli. Odstopanja so tako velika, da rezultat ni verodostojen in po našem mnenju ne bi smel biti upoštevan pri končni razdelitvi mandata. Mi na to nepreštetje glasovnic na predčasnih volitvah opozarjamo že dolgo časa. To ni bilo prvič, tokrat smo tudi pravne poti uporabili prej, da ne bo kdo rekel, da se pritožujemo pol, ker nismo zadovoljni z rezultatom. Tukaj imate odločbe volilnih komisij 7 volilnih enot, lahko si jih sami preberete. In kljub temu, da na to opozarjamo dolgo časa, ne opozarjamo zdaj prvič, nismo nikoli slišani, bili smo arogantno zavračani, ampak tokrat bomo uporabili vse pravne poti. In zdaj, ko to najavljamo, smo precej presenečeni nad to nervozo vladnih strank. Zdaj, kaj je narobe, če neka stranka uporabi pravne poti za to, da se odpravijo dvomi pri teh rezultatih. V času glasovanja so bili ti člani zraven, ampak glasovala se je do 7 zvečer. Potem pa je tajnik volilne komisije skrinjico odnesel v nek prostor. Prostor zaklenil, nalepil nalepko, zjutraj tisto nalepko odlepil, prinesel skrinjico ven in ob 7 uri zvečer je spet tisto nalepko tja zalepil. Isto, kot ste videli. In nobenega člana, takšnega člana volilne komisije ni bilo zraven. Tukaj ni sporno tisto, kar se je dogajalo v času glasovanja. Tukaj ni bilo nadzora nad nepreštetimi glasovnicami, 5 dni, 5 noči. Jaz Zoranu Jankoviću ne zaupam, kar se Stožic tiče. Če mu vi zaupate, to pač vaš problem.